Danes se bomo potopili v precej zapleteno osebnost. Emilio Grazioli, visoki komisar Ljubljanske pokrajine med vojno. Res temačna figura, ja. Z zgodovinsko analizo, pa z arhivskimi viri, bomo poskušali razumeti, kdo je bil ta človek z nazivom ekscelenca. Od, recimo, zgodnega fašista do nekoga, ki se je kasneje izognil roki pravice. Točno. Kaj nam njegova pot pove o delovanju totalitarnega sistema? Začniva morda s tisto znano fotografijo. Strog možak, ampak naziv ekscelenca. Deluje skoraj ironično, ne, glede na brutalnost, ki je sledila. Prav to. In njegov prihod v Ljubljano, maja 1941, to ni bilo naključje. Nikakor. On je bil že leta 1921 skvadrista. Torej član tistih nasilnih paravojaških enot. Ja, in soustanovitelj fašističnega odseka v Nabrežini. Nasilje je bilo zanj očitno že od začetka sprejemljivo politično orodje. In te izkušnje potem pilil naprej. Absolutno. Na Krasu med leti 1924 in 1936, ko je bil sekretar PNF v Sežani, to obdobje je bilo v bistvu ključno. Kras kot nekakšen laboratorij represije, lahko bi tako rekli, ja. Tam je izpopolnil svojo metodo, mešanico zvijačnosti in pa odkritega nasilja. Kako pa je to izgledalo v praksi? Kakšen primer? Recimo, leta 1927 je zrežiral v navidez prostovoljni razpust slovenskih kulturnih društev. Potem 1930 je silil lokalne veljake, da podpišejo izjave zvestobe fašizmu. Aha, torej ustvarjanje neke iluzije privolitve. Točno. Zelo prefinna oblika represije pravzaprav. In ta njegova učinkovitost pri zatiranju slovenstva mu je prinesla vzpon. Postal je federale v Trostu, celo nacionalni svetnik. Sloves odličnega raznarodovalca torej. Tako nekako, ja. In ta model, ta preizkušanje model, ga je potem prenesel s seboj v Ljubljano. Vsekakor. In sprva je res uporabil navidez mehkejšo taktiko. Ohranil je nekatere institucije pa dvojezičnost. Ustanovil je celo konsulto, nek svetovalni organ z lokalnimi elitami, ne? Natlačen, Adlešič, Erlich. Ja, da bi si zagotovil videz sodelovanja. Sodeloval je tudi s škofom Rožmanom, ampak poudariti je treba, to ni bilo znamenje neke zmernosti. Ampak pragmatizem. Preračunljiv pragmatizem, ja. Za lažje vzpostavitev nadzora. Rožmanova izjava o lojalnosti je bila v tem kontekstu zelo koristna za okupatorja. Ampak ta fasada ni zdržala dolgo, kaj ne? Odpor OF je bil premočen. Res je. In ko manipulacija ni več delovala, je Grazioli preklopil na odkrit teror. Klasičen vzorec totalitarne oblasti. Tako, september 1941 že odlok o smrtni kazni za upornike. Podpiral je ustanovitev kolaboracionistične MVC. Protipartizanske milice, ja. Sestavljene iz lokalnih protikomunistov. In potem februarja 1942 tisto njegovo najbolj zloglasno dejanje, bodeča žica okoli Ljubljane. 23 kilometrov žice. Mesto kot nek zapor. Res močna podoba. In brutalna realnost. Sledile so množične deportacije civilistov, rab gonars. In dokumentirano je, da je ukazal ustaviti vsakršno človekoljubno pomoč internirancem. Ja, njegov ukaz. Posledica pa množično stradanje smrti. Avgusta 1942 pa je šel dlje. Predlagal je množično deportacijo Slovencev in naselitev Italijanov. To je pa že poziv k etničnemu čiščenju. Nesporno. Omeniti morava še tisti konflikt med Graziolijem in vojsko, generala Roboti Roata. Da, ampak to ni bil boj med dobrim civilistom in slabim vojakom, nikakor. Šlo je za jurisdikcijo, kdo bo nadziral represijo in kako. Grazioli je bil za bolj sistematično birokratsko represijo? Pod svojim civilnim nadzorom, ja. Vojska, pa še posebej Roata z njegovo zloglasno okrožnico 3C, pa je zagovarjala brutalnejši vojaški teror. Ki je dejansko spodbujala vojna zločine. Tako, zanimivo pa je, da je Grazioli nasprotoval pretiranemu nasilju, a ne iz humanitete. Ampak, ker je škodilo dolgoročnim ciljem asimilacije in italijanskemu prestižu.
Točno tako, preračunljivost do konca. Kako pa je ravnal z Judi? Tisti odlok iz oktobra 41, izgon ali internacija? In tu pridemo do srhljivega paradoksa. S tem, ko jih je poslal v italijanska taborišča, jih je, povsem nenamerno seveda, rešil. Pred veliko smrtonosnejšim nacističnim uničevanjem. Tako, ampak pozor, to ga seveda ne odrešuje. Njegov cilj je bil etnično očistiti pokrajino, pofašistično, kar je pomenilo internacijo, ne pa industrijskega iztrebljanja kot pri nacistih. Kaže na to birokratsko naravo zlane, izpolnjevanje ukazov. Tako nekako. In konec njegove zgodbe. Po kapitulaciji Italije je ostal zvest fašizmu v Salavski republiki. Kaj pa sojenje? Sodili so mu v Milanu 1947, ampak pozor samo za dejanja po kapitulaciji Italije. Njegovi zločini v Ljubljanski pokrajini so Prezrti. popolnoma prezrti. Dobil je minimalno kazen in bil kmalu izpuščen na podlagi Togljatijeve amnestije iz leta 1946. Tista sporna povojna pomilostitev. Ki je v imenu sprave pomilostila tudi mnoge fašistične zločince. Jugoslovanske zahteve po izročitvi so bile zavrnjene. Zaradi hladne vojne, antikomunizem pred pravico. V veliki meri, ja, geopolitične kalkulacije. Umrl je nekaznovan, leta 1969. Torej, če povzemamo na hitro, Grazioli ni bil le nek uradnik, birokrat. Bil je utelešenje fašističnega sistema, kombinacija administrativne učinkovitosti in brutalne represije. Njegova zgodba je res mikrokozmos tega fašističnega projekta in opomin, kako deluje totalitarna oblast. Njegova nekaznovanost pa ni bila napaka, ampak posledica ciničnih političnih odločitev in pa te italijanske kolektivne amnezije po vojni. Pravica je bila žrtvovana za geopolitično stabilnost. Zapuščina brutalnosti in opomin na nevarnost zgodovinske pozabe. Tako. In morda za konec ena misel za poslušalstvo. Če je bil proces proti tako visokemu funkcionarju, kot je bil Grazioli, tako očitno pomanjkljiv in je amnestija omogočila sistemsko pozabo njegovih zločinov, tukaj, v Ljubljani. Katere druge zgodbe o odgovornosti italijanskih oblasti za vojna dejanja so potem morda ostale zamolčane ali pa namerno prezrte zaradi političnih kalkulacij tistega časa?